Niko? Dober večer. Dobrodošli. Seveda. In tudi čez. Torej, vsem lep pozdrav. V imenu Kulturnega centra Lojze Bratuš in krožka Anton Gregorčič, ki skupaj organizirata srečanja pod Lipami. Tudi danes, končno tudi pod Lipami, drugič v letošnjem poletju. Z nami je argentinski Slovenec, sicer v tednu, ko je bilo kar nekaj argentinskih obiskov, tudi v naših krajih, profesor Miserit, ki ima precej pomembnih in tudi zahtevnih vlog med argentinskimi Slovenci danes in pred dnevi oziroma pred leti. Tako da je pomembna osebnost in tudi dijaki, ki so v soboto prišli obiskati nas center, so se zelo razveselili, ko smo povedali, da bo profesor Miserit tudi kaj naš gost. Da pa ne bomo predolgi, besedo prepuščam Eriki Jazbar, ki se bo s profesorjem Miseritem, našim gostom, pogovarjali o tem večeru. Ob koncu ste, kot je navada, vsi povabljeni, da se ustavite še trenutek z nami ob družabnosti. Hvala lepa in lep večer. To dela že tako? Hvala. Torej, Tone, najprej dober večer. Tista, kako bi rekla, praksa okroglih miz, ponovadi se moramo vikati, ampak ker smo oba častnikarja, se bova tikala, tudi ker bi bilo nenaravno, da bi se vikala. Absolutno, popolno nenaravno, ja. To je neka vrste proti naravi, kot so rekli, da je bila jugoslovanska država, ne kontra natura. Začnemo že dobro. Bomo imeli že komunikeje spet, dobro. Torej, poznavaš se že precej let, Ja. samo po mailu, Tako je. ker tako je ta naš današnji svet, ki nam daje spletno mrežje, nam daje veliko možnosti, da imamo stike in neka virtualna prijateljstva, ki niso samo virtualna, so tudi dejanska prijateljstva po spletu, tudi če se ne poznava. Spoznala sva se pred nekaj leti na vseslovenskem srečanju, ki je bilo v Ljubljani, ko si tudi bil intervjuvan o Slovencih v Argentini in skratka vesela sem, da si vendarle prišel v Gorico, da vendarle si naš gost. Zakaj? Zato, ker argentinske Slovence, vse tiste, ki jih poznam, enostavno jih moraš imeti rad. Vsaj mi, ki živimo v Latinskem morju kot vi, takoj čutimo, da imamo veliko skupnega, že na značajski ravni, pa tudi problematik imamo veliko skupnih, odprtih vprašanj, odnos do jezika, do matične domovine, do zavesti, do identitete in tako naprej. Tako da res sem zadovoljna, da danes si tu med nami, da nam poveš, kako je s tem življenjskim utripom argentinskega čudeža, kot se temu reče, in sicer tem 6 domovom, ki delujejo v Buenos Airesu, pa tudi v Mendozi in v Bariločah. V teh generacijah mladih Argentincev, ki so še vedno zavedni Slovenci, ki zadnja leta prihajajo tudi v naše zamejstvo in nam tudi s tem pričevanjem svoje zavesti dajo tudi nam nekega novega notranjega žara, s katerim potem za nekatere tudi nerazumljivo mi vztrajamo v tem ohranjanju tega slovenstva na tem koščku dežele Furlanije-Julijske krajine. Danes sem zvedla tudi en zanimiv podatek in sicer, ja, da si rojen na Dolenjskem, ampak da tvoje korenine so tu pri nas. Povej nam malo. Moje korenine so z 2 ekstremov Slovenije. Po mami sem iz Bele krajine, ker njen oče je bil Kostelec, rojen v Drašičah, skoraj na meji s Hrvaško. Iz Drašič je bil tudi Bajuk, ampak to je tako mimo gledene. Po očetu sem pa Primorc. On je bil rojen, oni, njegovi brati in sestra so bili si rojeni v Gorici, družina so mi pa povedali, da izhaja iz Števrjana. Tako da, čeprav sem danes prvič na Primorskem in prvič v Gorici in sem bil prvič v Števrjanu, človek, veste, kakor da začuti to energijo
tukaj so moje korenine. Ne? Tako da ja, hvala Bogu, sem tudi Primorec. Čeprav sem se res vedno predstavljal kot Dolenc, rojen v Šentrupertu, precej poznan kraj z raznih vzrokov in kot 10-letni otrok sem odšel za očetom v Argentino. Ma to bomo potem. Dobro. Spregovorimo najprej o Šentrupertu, ki ga mi poznamo tudi potem, da je tam pokopan Lojze Grozde. Ja. Zakaj je tam pokopan in kakšna so bila ta leta otroštva? Ti si rojen, ker si moški, lahko rečemo, leta 44. Tako je, ni problema. Ja, leta 44, pa imam že 71, lahko zapišemo tukaj veliko, nimam nobenih težav s svojo starostjo. Čeprav mi starost daje nekatere težave. Kako je bilo s tem otroštvom na Dolenskem? Ja, bilo je, zame je bilo normalno, veste, otrok se privadi na življenje in jaz, kakor da očeta nisem pogrešal. Jaz sem bil rojen potem, ko je oče že odšel. On je iz okolice Šentruperta odšel za Božič leta 43, sem bil pa rojen februarja 44. In zaradi vojnih razmer sem nikoli vrnil med vojno v Šentrupert, potem je po vojni je šel na Koroško, bil nekaj časov v Pegecu, nato v špitalu, do odhoda v Argentino leta 1949. In pol moje otroštvo je potekalo pač normalno. Dobro, ni očeta, bila je mama, bilo je star oče. In tudi meni osebno se ne spominjam, da bi mi kdaj kateri od učiteljev ali kaj tazga oponesel mojega očeta. Ni bil pa ist primer mojega brata Markota, ki je zdaj profesor na Univerzi v Mehiki, ki mu je predvsem vsemu razredu učiteljica rekla, Markotov oče je narodni izdajalec. Seveda on se je lepo prijokal domov, ampak ker je bil Šentrupert, je pri svojih sošolcih dvignil ugled. Kaj pomeni Šentrupert, je Šentrupert? Je Šentrupert. Mi smo tu na Primorskem, ne poznamo. Je Sveti Rupert, to je farni patron. Tam je velika cerkev Svetega Ruperta, gotski stil, ki ga je sezidala Sveta Hema, ki je imela na posestvu tam na Škrljevem in je dala sezidati to cerkev leta okrog 1490. Posvečena Svetemu Rupertu in tam naprej je Šentrupert. Ja. Kakšna tipologija kraja je? Ja, tipična dolenska, to je dolina. Ne, kulturno sem mislila to, duhovno, kulturno, ideološko, če hočemo. Ja, zdaj, 45 let nekega režima se mora poznati. Se pravi, tudi še tako odporni, se počasi prilagodijo okolju, ampak Šentrupert je bil bel. Zadnjič, ko so bili ti križi, sprevod križev v Ljubljani, in so bili vsakega kraja, ime kraja in število mrtvih, mislim, da je bil Šentrupert na drugem mestu z 278 pobitih na en ali na drug način. Ko je vas vendar mejhna, takrat je bilo 50 hiš, mislim, da zadnja hiša, ko smo šli Šentrupert, je imela številko 52, zdaj je malo v zdravstvu, so ji predal nov del in tako, ampak kljub temu je bilo težko, z tega vidika je bilo težko, ja, ljudje so precej trpeli. Vem, da naša mama je bila pol dobila, je ostala sama s 4 otroci, star oče pa tete so pomagali, da nas je kar bila 2 leti brez službe. Potem so jo pa zaposlili kot trgovsko uslužbenko, je celo prevzela vodstvo občinske trgovine, čeprav je bilo malo nasprotovanja tudi na njihovi strani, ampak je vendar ta, ki je to stvar urejal, je tistim, ki je protestiral, rekel, veš kaj drugo tako sposobno me dobi, pa je na mestu verjeni žiritev. In z tega vidika, ampak ona je tudi rekla, da dejansko ni čutila preganjanja, ona osebno. In edino enkrat je odpiral, kmetje so z hribov prihajali v nedeljah maš
In po maši seveda izkoristili, so bili v vasi in nakupili, kar je bilo treba. In to zelo, ona je v nedeljih odprla trgovino, kar je bilo seveda prepovedano, in potem so jo enkrat lepo zatožili in postavili pred sodišče, ni mora plačati eno globo, ne vem koliko, ampak je morala plačati kazen, ne. Prej si mi govoril tudi o tem, da vaša družina je skrbela za Grozdetov grob. Ja, to je bila pa naša družina po strani starega očeta Markota Kostelca, ja. On je bil v drugi trgovini, bil vodja, prej je bil lastnik te trgovine, pa je bil poslužbenc noter, ne. In je prišel, če jih malo po vojski, to smo potem razlagali, tudi moje sestre, moja mama je pripovedovala, so prišli na primer v trgovino, tako je vedel, da nisem Truprčan, ne. In potem je prišel, povprašal po gospod Marko Kostelec, ja, želite, ja, veste, sem prišel tako malo v vas, bi rad šel na pokopališče. Se veste, ne? In potem je star oče pogledal mojo starejšo sestro, mojega starejšega brata, ti spremljaj tegale gospoda na pokopališče, si že veš kam, ne? In tako je bila, to je bila tako neka vrste običaj in so šli potem na Grozdetov grob, ki so ga obiskovali že malo po vojni in to je bilo zelo obiskovan grob, ne? Ampak so bilo vse potihoma in tajno, čeprav so verjetno oblasti morali vedeti, kaj se dogaja. Česa pa niso vedeli. Potem pa je prišlo leto 1954, ko ste se združili z očetom in ste ga prvič spoznali. Zakaj komaj takrat? Ker on je zapustil Šentrupert, preden sem bil izstrojen. Ja, ampak zakaj komaj leta 1954 se lahko odšli? Ja, ker prej niso pustili, nismo smeli iz države, nismo smeli zapustiti, da se veste, kako je bilo, ne? Po vojni do takrat družine beguncev so bile prve, ki so lahko uradno zapustili Jugoslavijo. Po leta 60-70 so meje odprle, to so bili potem gospodarski migranti, ne? So iskali kruh v tujini, so jim dovolili to, ampak do takrat, do leta 1953, nihče ni smel zapustiti Slovenije. Brez uradnega dovoljenja, seveda niso imeli dovoljenja, ne? Tudi družina Tineta Debeljaka je takrat šla, se združila. Družina Tineta Debeljaka je malo kasneje za nami prišla. Mi smo prišli junija 1954, maja smo tam odpotovali, iz Šentruperta smo šli 23. maja na predvečer Marije Pomočnice, smo imeli slavnostno mašo. Ko smo odhajali z vlakom iz postaje Šentrupert, je bila tam na nožica, ne vem, 300 ljudi, pol Šentruperta, nas je prišlo posloviti, ker da nekdo iz Šentruperta odhaja v Argentino, se je bila taka novica, kot človek bombo podstavil. Ja, in leta 1953 se je začelo to dopuščanje. Vem, da mama je takoj zaprosila, ampak pa so ji zavlačevali dovoljenje eno leto, je šla v Novo mesto na notranjo upravo, ne, gospa, še ni dovoljenja. Pa nazadnje so rekli, veste, ne hodite več, počakajte, vas bomo že obvestili. In potem nas je pa enkrat obiskal en njen bratranc, se veste, vse družine so bile, po na tej, po na oni strani, ne. In ta bratranc je bil visok šef, moj je čim polkovnika, mislim, da celo v Beogradu pri neki tajni službi ali nekaj tazga, in je rekel, Vera, kaj pa še ti tukaj dela, zakaj pa ne greš za Martinom, zdaj, ki imaš dovoljenje. Pa rekla, ja, me ne dajo, kako te ne dajo? Ja, že eno leto hodim v Novo mesto, pa, pusti, že. Čez 3 dni so iz Novega mesta poklicali, gospa, je že vse urejeno. To spravi, včasih tudi dobro imeti kakšnega poznanca ali sorodnika na onem bregu. Prišli ste v Argentino, kako ste se oživeli? Ja, jaz takoj. Otrok se takoj oživi. Živeli smo najprej 2 tedna v slovenski vasi v Lanusu, ki so nas prijazno, smo na družino, nas je prijazno sprijela in nas je potem vseh 5, mama pa 4 otroci, pa še ata po vrhu, spali v eni sami sobi, ne, in dokler nas se ni spraznila neka hiša, umrlo, to je na zahodu, daleč iz mesta, ne, in smo se potem tja preselili in tam sem potem opravil osnovno šolo, gimnazijo, dokler nisem prišel na univerzo, ne, in je bilo pa zanimivo kraj, ker tam je bilo pa veliko Poljakov. Tu so bili iz Andersove armade, so prehodili
Poljsko, del Rusije, Afriko, v službi Angležev. Ne? In potem v Italijo, Poljaki so zauzeli Monte Cassino, ne Angleži. Ne? Koliko je bilo tam mrtvih Poljakov, koliko so jih tam uničili. Ne? Zdravo, Angležem tudi ne smel tako na lahko oprostiti teh podlosti, ne? Kar so s našimi naredili, kar so s Poljaki naredili. No, tam je bilo potem veliko teh Poljakov, veliko od njih poročenih z Italijankami, pač ta vojska je šla, žensk ni bilo in poročenih z Italijankami in smo se tudi tam dobro počutili. Študirali ste časnikarstvo in bili časnikar? Ja. Najprej sem 4 leta študiral na eksaktnih vedah. Sem mislil, da bom jaz fizik ali kemik. Otrok sanjene, potem sem pa prišel do spoznanja, da to ni zame. Sem lepo po 4 letih, veste, v redu presedlal na časnikarsko šolo, visoko šolo, dokončal in potem se Refugium peccatorum pogosto časnikarski poklic, tisti, ki so... Ja, pribežališče grešnikov se temu reče po slovensko. Ja. Ti veš kaj od tega, ne? Ja, v redu, dobro, si lahko roko podala. Ja, in dobro, potem sem 23 let delal v argentinskem katoliškem tedniku in sodeloval tudi pri raznih drugih, celo pri argentinski Familia Cristiana, pri nekem dnevniku La Prensa, tradicionalni argentinski dnevnik. Bi marsikateri greh lahko se izpovedal. Med njimi neka stava, da časnikarji lahko pravzaprav skrijemo marsikaj. In kaj je bila stava? V tem dnevniku La Prensa so naenkrat potrebovali kronista za šah. Jaz v šahu sem tako znal premikati. In pa sem rekel, vse ljudje ne vejo, vse ne znajo, to tisti specialisti, veste, so tako različnih mnenj. In pa sem res 3 mesece delal v tem tedniku, dnevniku, analiziral šahovske partije in tako, in potem se lepo zahvalil, se poslovil, sem rekel, to je pa že predelec prišlo. In v vsem tem času nihče ni vedel, da tu piše nekdo, ki se na šah zelo malo spozna. Razen moj šolski kolega iz srednje šole, Poljak, ki sva veliko šahirala, pa jim izmeri premagal. In veste res, časnikarsko je to nek posel, ki lahko, če si bister, lahko marsikaj skriješ, marsikaj napišeš in marsikaj podaš in marsikaj potvoriš. Ker ko sem se ponudil, te pravi en prijatelj, znanski delal, je bil oblikovalec v tem dnevniku, je rekel si, pejte, bom predstavil šefu, in pa je šef rekel, pa se vi upate pisati. V šahu sem rekel, če se vi upate objaviti, kar se bom jaz upal napisati, dajmo. In to je bilo. Poznate časnikarstvo v Sloveniji, poznate argentinsko. Kakšno je to argentinsko časnikarstvo? Je zelo zanimivo. Zapravo, tam je veliko, naprimer zdaj, vzemimo sedanji položaj, ko je ta kirchneristični režim, ki zelo potvarja stvari, zelo korumpiran in nasprotna stran ima pa zelo dobre časnikarje, ki seveda odkrijejo veliko več kot sodniki, kot policija, kot tajni organi in potem vlečijo na dan to umazano perilo in so res v nekaterih ozirih so genialni. In to sicer je argentinsko časnikarstvo precej razvito, naj se bo televizijsko ali naj se bo veliko dnevnikov, so najbolj razviti dnevniki v Latinski Ameriki, prejemajo mednarodne nagrade, priznanje v Južni Ameriki, v Latinski Ameriki, celo v Severni Ameriki dobijo priznanja. Slovenskega časnikarstva pa dejansko ne poznam tako dobro, ne poznam toliko ozadja, da bi si upal kaj več povedati. Berem časopise, po internetu berem to, smatram, vidim, ugotavljam, da mnogokrat
pišejo tako, kot sem jaz pisal v šahovske partije. O politiki. O politiki seveda se razume. In bi se želel tako malo več objektivnosti. Jaz sem enkrat, ko je gospod Peterle, jaz sem nekaj spoznal leta 96, prišel v Argentino, sem imel razgovor z njim na Štednik in je govoril, ja, ne, da se ta razvoj lepo napreduje, pa to. Sem rekel, ampak veste kaj, mene nekaj skrbi. Sem rekel, že v Medežinu so latinsko-ameriški škofje v tistem svojem dokumentu, v tistem svojem pastirskem pismu opozarjali, da imamo lahko formalno demokracijo, nimamo pa realne demokracije. Kaj to pomeni? Da dokler so mediji in dokler je denar in dokler je neka struktura v ozadju v rokah ene same skupine, imamo formalno demokracijo, da imamo stranke, imamo volitve in vse, ampak to ni resnično. Treba je težiti po malo več. Čeprav v Argentini isto, veste. Zelo podobno. Vlada, ampak vlada trenutno obvlada 80% vseh medijev, televizijskih, časopisi, to trošijo denarja v to zadevo, da je neverjetno. Ampak kljub temu nazadnje mnogokrat spodrsne, ne, in tudi zdaj bomo imeli volitve in tudi sami niso popolnoma prepričani, si tudi ne vem, kako bo šlo, ne. Ampak niso popolnoma prepričani, da jim bo vse to medijsko omrežje, kjer oni dejansko nadzirajo 80% medijev, če jim bo uspelo obdržati se na oblasti. Čeprav oni vse vlagajo, to če bo držati na oblasti, seveda se razume. Ja. Kot vsaka vlada, vsak režim. Omenili ste naš Štednik, povabili smo vas v goste, ker vi imate pogled, ker ste protagonist raznih sredin, ki so temeljnega pomena za življenje skupnosti, ki živi v Buenos Airesu. Začeli bomo pri Tedniku Svobodna Slovenija, pri katerem sodelujete že 50 let. Ja, gre proti 50 letom. Ja, jaz sem začel prav to, sem začel pisati to rubriko v argentinskem političnem življenju. Še vedno o tem pišem, celo včasih doživim kakšno priznanje, ne samo strani rojakov, ampak celo strani veleposlaništva, ker se tudi berijo moje članke, da potem bolj verodostojno poročajo v Sloveniji. Saj tako so mi celo sami priznali, rekli, ne. Ampak ja, gre že pred 50 letom, ampak veste, po 50 letih se človek naveliča vedno o isti stvari pisati. Se zdali težje. Kdo ureja zdaj časopis, ko vas ni? Ena številka prihodnega tedna ne bo šla, ker je preveč vse zgoščeno in res nimam časa. Naslednjo bom uredil iz Ljubljane preko interneta, se veste, to je danes skoraj vsakdanja stvar. In naslednjo bom pa že se vrnil v Buenos Aires in nadaljeval. Seveda iščem nekoga kot, veste, kot ta grški Diogen. Ja. Zaslučko. Tako je. Koga, da bi lahko, da bi mu dal tehniko, da bi to obladal. Sposobnih je kar nekaj, ampak mora imeti določeno tehniko časopisa. To je edini tednik, poleg oznanil, ne pozabimo, ki izhaja v zdomstvu in je v slovenskem jeziku. Nekaj španščine sicer je, ne? Španščina je, tu je na 6 straneh, izhajamo vsak teden. Na predzadnji strani je na tretjina te strani je posvečena, kjer naredimo v španščini povzetek glavnih člankov, ki jih objavimo v časopisu. Ampak velikanska večina časopisa je v slovenskem jeziku. Kdo piše? Pišejo pa razni. Mi imamo prvo stran posvečeno naprimer nekemu idejnemu članku in dogajanju v Sloveniji. Drugo stran je bolj kulturne ali ideološke narave in ta opis argentinskega življenja. Tretja in četrta pa skušamo povzeti utrip življenja naše skupnosti. Veste, imamo veliko prireditev, veliko dogajanj, smo res zelo aktivni v tem oziru in potem tretja in četrta stran sta posvečeni. In tam imamo dopisnik v vsakem izmed naših središč, imamo po enega, včasih več dopisnikov
in vedno je nekdo zadolžen, da o določenem dogodku, o določenem prireditvi poroča. Tako da mreža sodelavcev je precej široka. Ma to se zelo lepo sliši, ma je zares tako ali je treba terjati tem ljudem? Je treba terjati, se razume, veste. Celo najprej pokličeš predsednika, doma, kdo bi pa moral napisati o tem, pol ti češ tizga. Jaz se imam že pripravljeno, manjka me samo še to, bom poslal tako čez teden, pol pošle čez 2 tedna, ampak prej ali slej se pride v časopis. Kaj pa jezikovni nivo? Je kdo, ki lektorira ali je že nivo teh piscev dovolj visok, da lahko izide tako? Ne, to pa v nekaterih primerih je treba zelo temeljito lektorirati, to se pravi, prvi pregled opravim sam, drugi oziroma zadnji pregled pa moja sestra, ki vsak torek, ko pripravljamo, pride in seveda ad honorem, za čast ji, pregleda vse članke in popravi, čim bolj prijeten in slovenskemu jeziku prilagojen jezik. Vaša sestra Vejca, katera uči te študente na srednji šoli, Gregorčičevo Soči, in smo imeli dokaz sedaj v soboto, ko smo imeli te maturante, da so nam recitirali v avtobusu Soči, medtem ko smo se vozili po Pevnskem mostu. Kdo pa so sodelavci tega časopisa, oziroma so starejši, so mlajši, so vseh let, srednja generacija? Se pravi, o mladinskih dejavnostih poročajo mladi sami. To so vsi, to so tisti, ki so bili najboljši na srednješolskem tečaju, ki še predvsej nekateri zelo dobro obvladajo jezik, ja, in poročajo, imamo tako recimo 70% starejših, ampak 30% zelo mladih, nekateri res zelo mladi, včasih celo še na tečaju srednješolskem in radi pišijo, veste. To je neka vrste šola, dodatna šola jezika. Ker pa jim vrnemo, lahko vidijo, kaj smo jim popravili in to in je. Kako se financira? Ja, računamo na ročnino. Po eni strani, po drugi strani pa imamo podporo urada. Ja, imamo podporo urada, vsako leto nam dajo, v teku teh zadnjih let, seveda razumemo, Slovenija je v težavah in potem so malo zmanjšali in potem so se malo znižali. Zdaj smo takole na nekem stalnem številu, 10.000 evrov se ni nobena skrivnost, to lahko tudi na straneh urada vidimo, ne. Ostalo pa naročniki plačajo časopis, nekateri, tako jih je treba precej terjati, drugi pridijo prve tedne v januarju in delati letno naročnino. Tako da imamo, veste, zanimivo je pa to, najbolj vestni plačevalci so upokojenci. Starejši, ki res potrebujejo časopis, oni uživajo v časopisu, so hvaležni, mnogo rad pohvalijo, najtežje pa s tistimi, ki sicer nimajo ekonomskih težav. Pa zdaj jaz kot na skrivnost v skupnosti povedal, ko je monsenjor Orehar gradil slovensko hišo, veste, to je res izredna stavba tam sredi Buenos Airesa, takrat še ni bilo nobene pomoči, ne iz Slovenije in celo ne iz Združenih držav, ki so imeli svoje težave in svoje potrebe in svoje smeri za finančne pomoči. On je rekel, slovenska hiša je bila dograjena z darovi ubogih in obljubami bogatih. Zdaj ne vem, če je to običajno, ali ne, ampak res. Veste, naši domove, teh 6 domov v okolici Buenos Airesa, pa slovensko hišo, pa dom v Mendozi, v Bariločah in v Miramaru, ki je tu še en dom, tam, čeprav životari. Mnogo tega se je gradilo, ko ljudje še niso imeli svojih lastnih domov, svojih hiš še niso dogradili, ampak so kljub temu prispevali znatno denarno količino za te naše domove. In potem je to vse skupaj raslo. In polk je bil ta skupni dom zgrajen, so oni imeli tudi svoj družinski dom zgrajen, svojo družinsko hišo in tako je nastala naša struktura naše migracije. In velikrat se je zgodilo, da so se ali z iste pokrajine, ali z iste vasi, tako, ko so se naseljevali, tako skupaj naseljevali, San Justo je Šentjoški,
V Ramosu je en del, ki so ga imenovali Nove Moravče. V Karapačaju, to je najbolj severni del, so Štajerci, tam imajo celo plesno skupino Maribor, se je glasal tukaj v Sloveniji, ne letos, ja. In tako smo zrasli, tako še živimo in upajmo, če Bog da in bo Slovenija pomagala, bomo še kar nekaj časa živeli, ja. Spregovorimo o drugem pomembnem stebru, to je to. Slovita revija, kulturna revija Meddobje. Ja. Vi ste urednik ti si urednik zadnjih 10 let, Ja. sicer pa sodeluješ v bistvu od vsega začetka. Od vsega začetka ne, ker ko je začela, sem jaz komaj prišel v Argentino, sem bil star 11 let, Ja. ko je Meddobje začelo, ni bilo ne možnosti, ne prostora. Ker takrat naša kulturna četa, recimo, je imela kanone težkega kalibra. Nebeljak, Gršinič, Papež, Jurčec, to so bili velikani, veste, Ahčin. To so bili vsi, ker so bili mnogi od njih profesori na Ljubljanski univerzi, voditelji Bajuk, srednje šole in tako naprej, Kremžar, France, oče, ne. In ni bilo, Simičič je bil tudi med ustanovnimi člani, ne. In ni bilo prostora. Jaz sem pravzaprav zraven pristopil, ko sem imel že časnikarski naslov, sem že sodeloval v tej argentinski katoliški reviji in delal pri Svobodni Sloveniji, potem so me pa povabili tako priti še ti, ne. Seveda sem z veseljem, kakšna čast hodila, ne. Ti ljudje me vabijo v svojo sredo. Potem so pa ti ljudje izumrli in ni ostalo drugega kot pač mi, ne, ki danes ta voz vlečemo in porivamo naprej. Ta številka je jubilejna. 60-letnici. Ja, kako nastaja danes Meddobje, kdo vam piše in kakšne so vsebine? Se pravi, skušamo, da bi bila literarnega, znanstvenega in socialnega smotra, ne, gradivo. Dejansko sva dva urednika, čeprav ona se malo izgovarja, to je dr. Katica Cukjati, ki je bila že tukaj pri vas. In pa jaz, ki sem, takrat, ko je arhitekt Tajlec rekel, jaz ne morem več, prevzemite drugi. In dr. Jože Rant, veste, to je bil izreden znanstvenik, ne, tudi v Argentini je bil univerzitetni profesor in izpisal vrsto knjig, socioloških analiz in tako naprej. Je rekel, ja, jaz bom sodeloval pod pogojem, da bo Mizeri tehnični urednik. Jaz sem bolj iz tehničnega, zelo tehnično plat časopisja, časnikarstva, sem tudi zadnje leta v tej katoliški reviji bil pravzaprav koordinator proizvajanja tednika, ne. In se je meni čudno zdelo, zakaj je dr. Jože Rant to predlagal, ker z njim se nikoli nisva dobro razumela, veste, sva se parkrat celo tako malo sprla in to, ampak sem rekel, dobro, če me ta človek vabi in to zahteva v redu, potem bo že držalo. Potem je pa on kmalu umrl in potem sem ostal sam in potem je priskočila na pomoč dr. Katica Cukjati in tako zdaj skupno izdajava Meddobje. Ta številka, veste, je tako Meddobje, to je bolj kot revija in knjiga, 320 strani, veste, ni enostavno, ampak je zadnji del je posvečen jubileju, kjer se povzamejo deli iz raznih esejev, raznih študijev, iz poezije, iz proze, včasih sem se tudi malo s prozo ukvarjal, se tudi nekaj mojega tam objavljene, čeprav dejansko nimam kaj več časa, ne, za to, kar je res raznoliko moje delovanje v skupnosti. In tako. Bomo pa kar še, če Bog da, zdravje kar še nekaj let vlekli. Zdaj, če vreme da, še eno vprašanje o Zedinjeni Sloveniji. Ja, zakaj pa ne? Zedinjena Slovenija je vaša krovna organizacija. Tako je. Bil si tudi predsednik Zedinjene Slovenije. Tudi. Kakšne so torej te vsebine Zedinjene Slovenije, kdo jo danes vodi in kako se je spremenila?
Spremenila se, je imela dva bistvena momenta. To je bilo leta 1962, ko se je iz dejansko skoraj edine organizacije spremenila v neke vrste federacijo, ko je po nasvetu in predlogu in besedilu gospoda Božidarja Finka postala od domov priznana krovna organizacija. Domovi in ostale ustanovi so pa prejele tisto svojo avtonomijo. Vsaka se suče svobodno, dela kar hoče, ampak zunanje predstavništvo in pa šolstvo je pa v rokah zedinjene Slovenije. In veste, tu ustanovil se je pa medorganizacijski svet, ki je 4x5 na leto se sestal in odločal o bistvenih vprašanjih skupnosti. Tu je zelo izredno delovalo. Veste, tu jaz sem nekoč rekel, ta medorganizacijski svet je neke vrste eksekutivni senat. Zbav je senat in... Ne? Je neke vrste senat in izvršilna oblast. Ne? Letos je pa prišlo do novega preobrata, kjer dejansko pravzaprav zdaj namen je odpraviti medorganizacijski svet in spremeniti odbor društva, kjer so zastopani vsi predsedniki domov, potem imaš ožji odbor in širši odbor, kjer dejansko Srednja Slovenija na novo prevzame neko večjo odgovornost v skupnosti. Je pa nov odbor popolnoma nov. To se pravi, to je naša, vsi so naša druga generacija, včasih delno že 2,5, in je prišlo do preobnove, do spremembe in to je vedno pozitivno. To je vedno pozitivno. Kar jaz morda malo pogrešam, je, da bi pri tem bil še kdo od prejšnjega odbora. Veste, ker je le pametno, da je neko nadaljevanje. To se pokaže, ker potem nov odbor se je enkrat ali dvakrat malo spotaknil, ne, in pol so prišli vprašati, kako in kaj. Ampak je bilo pa, veste, je bila pa potrebna, ker je staro vodstvo že nekoliko okostenelo, se tudi utrudilo, izrabilo se je, ne. In jaz sam priznam, da sem bil zadnjih 18 let, poleg tega sem bil 4 leta predsednik, sem bil ostala leta teh 18 let tajnik društva in neke vrste eksekutivni izvajalec raznih projektov in sem bil že res tako utrujen, da sem tem našim mladim izredno hvaležen, da so prevzeli vodstvo in... Nisi povedal enega bistvenega podatka za naš Goričane, da predsednik zdaj je Jure Komar, ki je sin Milana Komarja. Predsednik v Sloveniji je Jure Komar, inženir Jure Komar, sin doktor Milana Komarja, filozofa. Ki mi ga mi prodajamo kot Goričan. Ja, se je Goričan, on si stalno priznaval in smo ga tudi... Goriških korenin, da je res. Vsekakor, jasno. Jaz sem tudi goriških korenin. Ja. Še o šolstvu je bilo omenjeno. Ja. Temelj argentinskega čudeža, vaših... Se pravi, jaz sem bil eden prvih, ki mi je zelo prizadelo to argentinski čudež. Veš, minister, oziroma bivši minister Žekš, sva parkrat debatirala o tem, ne? In je on tudi potem v Sloveniji širil to idejo, da mi nimamo radi te besede, ki jo je iznašel, oziroma je dal tej svoji trilogiji naslov. Zdaj sem se všel. Točno, ta razkrmavnar, ja. Ker čudež je po definiciji neka pojava, ki nima fizične razlage, nima, se pravi, nekaj nerazumljivega, nedojemljivega in nerazložljivega. Obstoj argentinske skupnosti ima pa popolnoma logično, naravno razlago, to je, veste, da so ljudje toliko dali na skupnost kot na same sebe in toliko prispevali in tako trdno stali za tem skupnim projektom, da je prišlo do tega, kar sicer imenujemo čudež. Ampak baza te pojave naše skupnosti, ki traja že 3 generacije, zdaj smo tudi to videli na tem dokumentarcu RTV Slovenije, je naše šolstvo. To se pravi, ko smo prišli v Argentino, takoj so se začeli organizirati šole.
pravzaprav najprej prvi korak je bil, da so duhovniki začeli zbirati otroke za katekizem. Ampak takoj je zraven priskočil učitelj in rekel, dobro, pol ure katekizma, bom pa še pol ure nekaj in potem te pol ure je nastalo 1 ura in potem si je kot katekizem postal 1 uro štal šolski pouk je pa trajal še 3 ure, čeprav skupaj 4 ure, ne. In potem se je organiziralo po vseh, domovi so tudi mnogokrat nastali iz potrebe, da imajo ti šolari, to šolstvo lastne prostore, kar so gostovali po župniščih, po raznih dvoranih, celo posebnih, kakšna osebna večja hiša, ne. In potem domovi so bistveno nastali, zato so imeli otroci prostor za svoje šolske dejavnosti. In je bilo zelo zanimivo, ker Zedinina Slovenija je pa takoj začela to organizirati, že druga seja, na kateri je bil tudi Monsignor Orehar in Milostar je bil takrat predsednik. In takrat je moj oče, tudi Goričan, dejansko bil prvi, ki to stvar formalno organiziral. Je tudi napisal prvo šolsko knjigo, Naša beseda, prva šolska knjiga, ki je šla v Argentini za šolarje. Je ustanovil vzporedno z duhovnim življenjem, je ustanovil otroško revijo Božje stezice in to je dobilo tak zagon in starši so toliko s tem srcem in dejansko in tudi denarno sodelovali, da je to postala vzporedna struktura šolska. Se pravi, dopolnilni šolski sistem, otroci v ponedeljka do petka obiskujejo argentinsko šolo, v soboto so pa dopoldan osnovnošolski tečaj, popoldan pa naš srednješolski tečaj, ki je en samo v Buenos Airesu v slovenski hiši, na ulici Ramon Falcon, teče vzporedno z mestno šolsko strukturo, to je 5 letov gimnazije in ti mladi izkoristijo svojo sobotno popoldan, namesto da bi šli fuzbal, zabijati ali v kino ali karkoli pridijo, radi pridijo. In nekateri se radi, drugi manj radi učijo in vsi se nekaj naučijo, veste, in to je tista podlaga, ki je nam dovolila in omogočila, da smo prišli do 3. generacije. Ker govorimo o zdomski skupnosti, treba povedati, da to ni tečaj slovenskega jezika. Ne, to je šola v slovenskem jeziku. To je šola v slovenskem jeziku. To je prav, mi imamo celo pred vstopom v prvi letnik neke vrste sprejemni izpit, kjer pravzaprav je zato, da vidimo njihov nivo, kjerkrat smo celo kakšnega vrgli, da nismo sprejeli, veste, to je pa takrat, ko res niti minimalno ne razume jezika. In nima smisla, da on sedi v klopi in posluša profesorja in nič ne razume, veste, to je pa neka usluga ne profesorju, ampak otroku, ki se potem Zdaj smo malo omilili to in pustimo, se pravi, lahko pridijo, čeprav skrajne primere tudi rečemo, pokličemo starše in razložimo. Če ne pa rečemo, dobro, v redu, prideš v prvi letnik, ampak kljub temu pokličemo starše pa rečemo, poiščite nekega dodatnega učitelja, nekdo, če vi ne morete tega, ki mu bo pomagal, ker sicer ne bo zdeloval. In se je mnogokrat zgodilo, da je v prvem letniku padel, bi moral ponavljati. In potem sta 2 primera. Ali je pustil, ali pa res ponavljal, se zavzel in prišel do 5. letnika in dokončal tečaj. Tako smo zdaj v teh, ko je bilo 50-letnica tečaja, smo našteli čez 1000 abiturientov. Se tu je točno v tistem zborniku številke, se res točno ne spomnim, ampak čez 1000 abiturientov. In ja, to je bilo ogromno delo za skupnost, veste, ker mnogi sedaj sodelujo v skupnosti, dejansko skoraj vsi predsedniki so šli čez naš srednješolski tečaj. Mnogo izmed njih je v srednješolskem tečaju našlo svojega življenjskega druga, so se poročali, tudi Bomberger, celo študijo o tem naredil, koliko se jih med sabo poročilo, koliko iz nižjih letnikov, koliko iz višjih letnikov in tako naprej. Zanimiva sociološka študija, ampak tudi v tem oziru je bil tečaj odločilen za uspešnost naše skupnosti.
Torej, argentinski čudež si rekel, da vam ne odgovarja kot definicija. Ne, hodili smo se tako preklet trudili, da Ampak to imenovati čudež je skoraj človek vzame poniževalno, čeprav je zelo pohvaljen izraz. Veste, jaz sem tukaj neke vrste, imam neko vrsto notranjo razklanost. Po eni strani poudarjam, to je čudež, po drugi strani hvale, ker opevate ta argentinski čudež, po drugi strani pa, ja, hodimo na to ni čudež, ne. To je sad, kot bi rekel Churchill, krvi, sous in srage. je pa ena druga definicija, ki je z vami povezana, sicer politična migracija. Kakšna skupnost je danes vaša po letu 1991, ko se je Slovenija osamosvojila, ampak predvsem demokratizirala? Ja, malo me preseneča, če bi prej sporočila, no što vprašala, bi poiskal, ker po letu 1991 je ravno doktor Jože Rand, ki je bil izreden sociolog, veste, res ga tukaj ne poznate in tam ga tudi ne poznamo dovolj, je prav napisal na študijo, da nismo več politična migracija, ampak tudi nismo ekonomska migracija in da bi bilo treba poiskati neko novo ime, ki bi nas definirala, kam pravzaprav spadamo, ker nismo ekonomska, nismo navadna migracija, pa nismo več politična migracija, ne? Čeprav o nas še vedno postavljajo SPE in je Zvone Žigov v svoji doktorski tezi stalno uporabljal izraz SPE, slovenska politična migracija. Se pravi, celo nadaljevanje tega naziva prišlo iz Slovenije bolj kot iz Argentine same. Ker je v strokovni literaturi. Strokovna literatura, tako je. On je strokovnjak, veste, jaz ga občudujem, ker zlasti ga občudujem, kako to on proizvaja, kakšno delovno zmogljivost ima za stvar, ki se jaz moram grožno potruditi, vidim, da on je veliko lažje narediti, to je neka vrste zavistne. Ja, ampak vprašanje je, da če ti nimaš enih opredeljenih vsebin, potem se spremeniš v folklorno skupnost, kjer sicer lepo plešeš, poješ, pečeš potico, ampak... Čevapčiče, Ne. krajinske klobase. Ja. Ja, tudi čevapčiči dobro niso glih, ne vem, ampak tam ni prireditve brez čevapčičev. Ja, veste kaj, kljub vsemu ostaja, ne bi rekel, neko politično nasprotovanje Sloveniji, pač pa poudarjanje naših izročil, naših vrednot, tudi ideoloških vrednot. Ne? To se opaža v našem tedniku in to se tudi v skupnosti opaža, tudi vsi ti mlajši, mi imamo vsako leto junija, ne, te domobranske proslave in to se polagajo venci ali šopke pred spomenike, v Sahustu pred Barantiča, ne, ki ga grozno ljubijo. Ne. To potem, Saj če bo še časa. Balantičevi sestri, ko sta bili v Argentini, niste mogli verjeti, kaj vsega je po njem poimenovano, medtem ko doma niti knjižnice ni bilo. Dobro, zdaj bodo imeli v Kamniku knjižnico pesnika Franceta Balantiča. Ne Franceta Balantiča, pač pa pesnika. V redu, dobro, pustimo to v strani. In to delijo, res delijo s srcem, in dokler se bo to upravljalo s srcem, ne samo iz neke tradicije, navade, junijej treba tistih par rož vrš pred spomenik, ne. Dokler se dela s srcem, je zagotovljena ta posebnost naše skupnosti. Ti ravno to poučuješ na srednješolskem tečaju. Kako mladi sprejemajo to izročilo? To se pravi, isto v 3. letniku učim slovstvo, kjer prvi letnik imajo sistematično slovensko slovstvo in sicer učim od narodnih izročil, ljudska pesništva, privedništvo, tu preko prvih zapiskov, vsi vedo, za brižinske spomenike, preko protestantov, v 3. letniku do romantike, zaključimo s Prešernom. Potem v 4. in 5. letniku moja sestra nadaljuje naprej z moderno, romantičnim realizmom in skuša pride do naših dni, ko ne pride, ker zmeri zmanjka časa. In veste, iz leta v leto mi podajamo manj strokovnih podatkov in vedno več je jezikovnega dela.
Ker ko sem jaz začel učiti ta predmet pred že 16-17 leti, smo mirno predelali in brali razne stvari. Zdaj dejansko polovico svojega časa vložim v razlaganje besed, ki jih ne poznajo. Ampak to je nujno, ker to je tudi namen tečaja, ne samo, da se naučijo Prešernovo vrbo, ali da vejo, kdo je bil Primož Trubar ali Jurij Dalmatin, ki je izreden primer in oni na podlagi tega primera vedo, kaj je za Slovenijo pomenilo. Ta skok iz kmetov v visokokulturne ljudi ampak bistveno pa je, da pridobijo na jezikovnem bogatstvu, ne? Ker to jim bo dajalo potem možnost. Glede Valantiča, ko imamo spremni izpit, morajo nekaj brati in povedati, kaj so brali, morajo odgovoriti, opisati naprimer svoje počitnice, morajo recitirati neko pesem in seveda vsi, ki prihajajo iz Valantičeve šole, recitirajo Valantiča. Ne bi bilo da... Potem je pa človek malo hudoben in jih vpraša, ampak veste, recitirajo tako, da se človeku trga srce, s takim čustvom, s takim zanosom recitirajo Valantiča, ker mislim, da ga tudi v Sloveniji nihče ni zmožen recitirati. Ampak pol pa vprašaš, kaj pa ta beseda pomeni in seveda ne vedo. Pol pa jih začnem klet, češ shodimo na tisti, ki ti je naučil pesem, bi ti moral vse besede razložiti. Ker če ne si zelo duševna papiga, ti pa ponavlja nečesa, ker ne ve, kaj govori. In v tem se, zato jaz in tudi mi na srednješolskem poudarjamo to, razložiti vsako besedo, če recitirajo, morajo vedeti, kaj recitirajo. Moje vprašanje pa je bilo eno drugo. Ja. Ti učiš tudi zgodovino slovenske prisotnosti v Argentini in predvsem zgodovino politične migracije od leta 1948. Ja, tudi v četrtem letniku, v drugi polovici, mi imamo neko predmet v četrtem letniku je družbena vzgoja. In v sklopu te družbene vzgoje sem jaz zaznal in tudi načrt naredil in pripravil skripta in gradivo in vse. Zgodovina, razvoj in ustroj slovenske skupnosti v Argentini. Kjer jim prvo vprašanje stavim, koliko je bilo vselitvenih tokov iz Slovenije v Argentino. Vedo za predvojno migracijo, potem večina reče 2. Kdo je že kaj slišal, reče, niso morda bili 3. In pol pridemo in razložimo in se jim da gradivo o prvih, ki so prišli iz Avstro-Ogrske monarhije leta 1878 in 1880, primer Bizaj, kjer je bilo takrat med Avstro-Ogrsko monarhijo in argentinsko vlado podpis pogodbe za 300 družin, ki bi jih naselili na severni meji, da bi nekako zaustavili prodor Brazilcev in Paragvajcev v Argentino. Glih, ko so pa oni prihajali, pa vojna s Paragvajem in potem so ostali na sredi poti, sicer v provinciji Entre Rios, in se tam naselili, imeli svoje društva, celo ustanovili eno izmed vasi, San Benito, skupaj s Furlanci. To je bilo 50 družin in njihova prisotnost je danes cenjena, priznana, se vključujejo v to slovensko-argentinsko skupnost s vsemi 3 emigracijami. Ne? Drugo vselitveni val, tega vsi poznamo med obema vojnama, 25,000 ljudi, 18-19,000 z Primorske, nekateri za boljšimi gospodarskimi pogoji, večina so bežali pred fašizmom, in pa politična migracija, ne? Leta 47 do 49 in zadnji sunek leta 53 do 55 nas, otrok in mater in žena, ki smo šli za očeti begunci. Potem pa razlagam, kako je skupnost ustrojena, oni poznajo
kako te domove se veliko obiskujejo, v mladinskih organizacijah se že spoznavajo. Ampak včasih celo ne vejo imena doma, ne vejo imena šole, ker naše šole imajo svoje imena, Franceta Valantiča, Slomška, Levodija Rožmana, Josipa Jurčiča, v Lanusu Baragova šola. In potem razložimo, vsak, ki je iz te šole prišel, ve, kako se imenuje, potem postavimo skupaj to znanje in potem tudi razložimo, zakaj, kdo je bil ta vzornik, po katerem se šola imenuje. Ne? V Bariločah, jasno, koga so izbrali za vzornika šole? Jakoba Aljaža, Aljaževa šola. Ne? Oni so gorniki. In v Tucumanu, kjer ni doma in ni skupnosti, ampak je precej Slovencev, imajo pa tudi šolo Janeza Evangelista Kreka. V Mendozi pa svetih bratov Cirila in Metoda. Ne? In pol izkoristiš in otrokom poveš, kdo sta bila Ciril in Metod, ker tudi ne vedo, kdo sta bila Ciril in Metod, tudi nimajo za kaj vedeti, veste, ker njihov znanje pač nima te podlage, ki jo imajo otroci v Sloveniji in pri vas. Odprla bi še eno vprašanje. Sicer eden od fenomenov, do katerih je prišlo v zadnjih letih oziroma v zadnjih 2 desetletjih, je tako imenovano vračanje, ki je beseda, ki jo uporabljate tudi za člane argentinske skupnosti, ki so rojeni v Argentini. Zdaj, kot Mur, mislim, da je izračunal, da je 500 argentinskih Slovencev v Sloveniji. To za vas pomeni gotovo obubožanje skupnosti, ker veliko od teh je besednih ustvarjalcev, zavednih članov skupnosti in tako naprej. Kako gledate na ta proces in kako se je razvijal v teh 20 letih? To se pravi, moram priznati, ko sem bil jaz predsednik, sem precej rentačil proti temu vračanju. Ne? Ker vsaki odšel je ostala praznina, veste. To ne rode, vse veste, kako je to ne rode, kakšen intelekt je tu. Ja, hodimo, zgubili smo ga, ne? Ja, veste, jaz sem bral Jutro pozabljenih, jaz sem jokal zraven, sem jo 3-krat prebral, koliko je ta vojna in revolucija dejansko pobrala eno generacijo kulturnih ustvarjalcev, pesnikov, pisateljev, to je nekaj groznega. Ampak pri argentinskem primeru pa odhajajo. Ja, danes jaz ne bi imel nobene težave pri svobodni Sloveniji, če ne bi se v Slovenijo vrnil, oziroma v Slovenijo, če v Gregor Batagel, ki je z ramo v rami delalo svobodno Slovenijo. Ne? Ja, bi lahko jaz bil 3 mesece v Sloveniji, bi on naprej izdajal časopis tam. Ne? Da si treba hitro vrniti, enega tukaj narediti in še tako ljudje godrnajo, ker enega teden časopisa ne bo. Veste, so pa nekateri tako, to je skoraj droga, ne? Dobijo, mi tiskamo z datumom četrtka, tiskamo v sredo in nekateri že v sredo zvečer, potem naši mreži razpečevalci dobijo. Če ne dobijo v sredo zvečer, že v četrtek zjutraj kličijo ni časopisa, kaj pa to pomeni, zakaj to. Je zato, ker tisti, ki raznaša, si spotaknil in padel in si šel domov, da si je malo obvezal in ni mogel prnesti časopisa. Ne? Ampak je hvala Bogu, veste, jaz se tudi čutim počaščenega, da imajo ljudi radi časopis. Ja, je pa res to, se je vrnilo, veste, na nek način je, starši se vračajo v otrokih in vnukih. In oni, po mojem, so v grobu veseli, to je France Papež tudi v eni svojih pesnitev omenil to možnost vračanja v otrocih. Ne? Ja, in bilo pa je za časa te velike argentinske krize leta 2000, ko so tukaj nasplošno govorili, Slovenci v Argentini prestajajo to krizo, takrat in me je veleposlanik Grovovšek poklical, takrat sem jaz predsednik Zedinjene Slovenije, pa rekel, gospod Mizrit, kaj vi računate? Mene od vlade vprašuje, koliko Slovencev bi se vrnilo, da se pripravi sprejem, kje jih nastaniti, kakšno delom poiskati in tako naprej. Sem rekel, gledajte, ne vem, res ne vem, ampak ne vem.
100, 200, ampak pretirano. Je rekel, res ne več? Sem rekel, ne. Veste, mi imamo tam svoje domove, svoje podjetja, nihče ne bo tega zapustil zaradi neke krize, ki ve, kriza bo končno prešla, Argentina je dovolj bogata, da vzdrži marsikaj in jaz si mislim, da so po tisti krizi, kot zaradi krize, niti 50 jih ni vrnilo. Prihajajo mladi, ali študirati, ali podiplomske študije, prihajajo mlade družine, ki jih Slovenija res pritegne, veste, tu je magnet, ki vleče, ne, nekatere in tako računamo od leta 91, zdaj malo 25 let, tako 500 slovenskih argentincev ali argentinskih Slovencev se je naselilo v matični domovini. Gospodarska kriza po eni strani, praviš, da ni bil en element, ki je pogojeval, mislim, to vračanje. Kakšna družina, poznam ena, dva primera z več otroci, ki so se tukaj poskali in nekoliko boljše obzorje, ker tam res visoko kar no, se podaja. Res so imeli velike težave, ampak kar je bilo skrajnih primerov, je naša dobrodelna ustanova, Zveza mater in žena, pomagala določeno količino denarja, takrat poslala tudi vlada in je veleposlaništvo po nekem kriteriju razdelilo. Zlasti pa je slovenska Karitas zelo veliko pomagala, ker takrat je protivrednost, takrat še ni bilo evra, ampak so bili dolarji, spremenjeni v dolarje, so res veliko pomagali, tako počasi, veste, takrat so mnoga naša podjetja, slovenska podjetja, imela težave, ampak smo preživeli in zdaj smo spet na pragu nove krize. Ampak veste, Argentina je tako ciklična, grozno ciklična država, kjer se krize menjajo z visokim standardom in tako naprej. In je preveč bogata država, da bi lahko uničili, veste. Ja, to je bilo ta legenda, ko sta gospod Bog in svet Peter hodila po zemlji, sta prišla tudi v Argentini, začel gospod Bog razmetava tam pa petrolej, pa vodovja, pa rodna polja, pa tam pašnike za živine, pa to pa je svet Peter rekel, ampak gospod Bog, ta država bo zasužnila vso zemljo. Pa je gospod rekel, brez skrbi, zdaj pa dodal še 40 milijonov Argentincev, pa vse urejeno. Jaz pa poslušam, da eden od razlogov za tako imenovano vračanje je tudi problem varnosti, kar pa v Argentini to pa je problem. To pa je problem, res. Če zdaj večji, čeprav še nismo na nivoju, naprimer São Paula ali pa Kolumbije, ki ima ta problem, pa Mehiki, ki ima ta problem, ampak so to bolj specifični problemi s temi kartelami droge, ne? Ampak varnost je pa res in to se veča, zlasti, ker vlada nič ne naredi v tem oziru. Včasih celo na nek način bi rekel, daje potuho, ker se je dokazalo, to so pa tudi ti časnikarji, ki so res, veste, so res izredni mojstri, ugotovili, da v jetnišnicah organizirajo vladne organizacije jetnikov. In pol so jih spuščali tako malo na svobodo, pej tam. Del je tu korupcija jetniškega sistema, kjer oficirji pustijo nekatere, da ven za konc tedna, da pokradijo, pol prinesijo, pa se razdelijo pol pa pol. To je tudi časnikarstvo dokazalo, to je dokazano, ni, da človek govori v prazno. Drugo je pa to, da so svoje formacije organizirali za vsak slučaj, če bi prišlo do državljanske vojne, bi uporabili te jetniške formacije za svoje udarne brigade. To je tudi dokazano, veste, in takrat potem je padel ta šef jetnišnic in počet in je bilo nekaj sprememb, si zadeva precej uredila, ker je v javnost, veste, pa vlada se pa nekaj boji, da bi kljub vsem tem obdarovanju, vsem zastojnskem razdeljevanju, vsem tem subvencijam, podporam, ki nekateri živijo samo od podpor,
da bi kljub temu izgubila priljubljenost zaradi problema varnosti. Ker veste, ko te pa ubijo sina, ali očeta, ali strica, ali ženo, veste, tam se pa neha. Tam pa rečeš, naj vlada kaj naredi. Ampak, da vlada kaj naredi, to je pa potrebno političen korak. Se pravi, da se vlada odloči, da bo nekaj naredila. Ker medtem, ko tako mišmaši, nima smisla. Ne? In res, to je zlasti, delno je morda vzrok za kakšno vračanje, ampak zlasti pa vzrok, da tisti, ki pride, da se ne vrne tja. Ker doživi to razliko, to, ki se čuti varnega in se ne bo več vrnil v Argentino. Veste, celo neka psihoza. Jaz sem enkrat zvečer, tako ob 10, pol 11 hodil po Ljubljani in sem čist že iz nagona, kot to delam v Buenos Airesu, vsakih 20 korakov pogledal nazaj, ne? Če mi kdo sledi, če je kakšna postava je to, ki človek že ima klinično oko, ne? Mi to postavim, začne hitreje korakati, ne? Pa sem pa ga hodim, jaz sem pa res blesel, ne? Sem v Ljubljani, ne v Buenos Airesu. Ampak je, veste, tudi število umorjenih v primeru ropov in kraje se veča in to je iz leta v leto hujše. To je res velik problem, ja. In eden od razlogov, zaradi katerih mladi odločajo. Ja. Še zadnje vprašanje, preden te prepustim publiki. Ja. Vsako vprašanje, ki ga postavljamo argentinskemu Slovencu. Povej nam, kaj je o papežu. Te čudi to, koliko časa je sedaj Bergoglio? Leto, 2? Ja. Sprav, jaz bi rekel, to je ta prav argentinski čudež, veste. Ker to je pa nerazložljivo in nerazumljivo, to je pa svet duh naredil, ne. Ja, Bergoglio se zdaj ga vsi poznate, kakšna je ta osebnost, njegova ponižnost, kako se zna približati revnim, navadnim ljudem. Oni svoje nedeljske maše imel v teh bednih naseljih, v katedrali edin, kadar je bilo potrebno, ker v kaj večjih teh bednih naseljih je šel po hišah in s temi ljudmi pil mate, si je vozil s podzemsko in z avtobusi, ni imel svojega avtomobila, ni hotel imeti svojega avtomobila, ni hotel imeti svojega šoferja in kadar mu je kdo ponudil, gospod škof, vas zapeljem do škofije, do nadškofije, ne, pustite, je v redu. Kakšen pristop je imel tudi do duhovnih revežev. Ja, to je izreden človek. Zanimivo, da odkril ga je pa kardinal Guarracino, ki sicer ni bil prav priljubljen in je bil en tistih nadškofov, ki jih ljudje absolutno niso imeli, ampak se vidi, da nekaj je noter gnalo, ko je na nekih duhovnih vajah v Kordovi, kjer je Bergoglio že pustil svoje vodstvo jezuitov in je bil navaden duhovnik, tam zlasti se je posvečal duhovnostnim duhovnim vajam. In on je rekel, to pa ne je Guarracino in ga je pripeljal v Buenos Aires, ga postavil za pomožnega škofa s pravico nasledstva in tako je Bergoglio prišel in potem, ko so ga v Rimu spoznali, je seveda pač Sveti Duh opravil svoje in tako imamo. Kaj bo še naredil? Prosim? Kaj bo še naredil kot papež? Ali mu bo uspelo kaj spremeniti, ali se ne da? To pa Sveti Duh ve. Upam, da ve, ker se poznate za vprašanje 3 stvari, ki Svet Duh ne ve, ne. To je star vec, ne. Tako je, kaj mislijo jezuiti, koliko je redov, ženskih redov in koliko denarja imajo salesijanci. Ja, veste, treba zaupati v Svetega Duha. Ni drugega, ostane drugega. Jaz mislim, da bo lahko še veliko dobrega naredil, kljub vsej opoziciji, kurije in kompanije. Jaz sem končala s svojim vprašanjem, oziroma jih imam še kar nekaj, ampak vam prepustim gosta. Osebno. Ja, ko prideš v Buenos Aires. Da. Prepustim gosta publiki, če bo še tako pršilo in ne bo začelo deževati zares.
Zdaj imate zimo v Buenos Ja, Airesu. imamo zimo, ja, ampak čudna zima. Veste, nismo imeli jeseni. Zdaj, zadnje čase opazam, da nimamo jeseni, nimamo pomladi, imamo zimo in poleti. In poleti se je potegnilo skoraj do konca jeseni, je bilo vroče, tako med 25 in 30, ne. Pa je pa kar naenkrat nastopil mraz, je padlo na ničlo, kar je v Buenos Airesu pač pod ničlo zelo redko, da pride. Če pride, veste, v Buenos Airesu nikoli ne sneži. Enkrat je snežilo, 9. julija leta. Prvič, ko sem bil v Argentini, nikoli nisem videl snežiti. In ko je v Buenos Airesu snežilo, sem bil v Ljubljani, veste, to je povsoda. In zdaj imamo zimo, ampak je tako mila zima, je res mila zima, ja. Torej ni bil tak šok predvsem. No, ne. Dobro. Poleg tega se tukaj zmeri dobro počutim, pa ne. Se pa zmeri vračam poleti, enkrat v jeseni, nikoli pa po zimi. To je en dolg, ki imam do samega sebe, da se enkrat vrnem po zimi. Kakšno vprašanje z publike? Niko mora prav biti ta luč, ne? Ja, Če ne vas ne vidijo. Ampak veste, jaz sem že bil pripravljen, da rečem, ja, priznam. To pomeni, ali sva tako dobro upravlja svoje delo, ali pa tako zanič. Oba ekstrema sta možna. Še? Lahko vprašanje jaz na stvar. Predsednik, povej. Še vprašanje, ni... Ne vem, če imam jaz še odgovore, veste. Zdaj si mikrofon. Prijema posnetek, veš. Jaz sem vas hotel vprašati, že ker ste začeli s časnikarskim področjem, Ja. kako glede, da ste urednik in tako, kako gledate na pojav in vse večje vpliv teh družbenih omrežij, ki se pojavlja v časnikarstvu, jih tudi vi uporabljate, kako se ta stvar uveljavlja v Argentini? Medmrežje prodira, ne. To se ne bo nikoli ustavilo, nasprotno bo šlo naprej, verjetno celo s hitrejšo naglico kot doslej. Nažalost sem jaz pri časopisu sem govoril z eno gospo, ki bom skušal prepričati, da naj z mano sodeluje, in z njo sva tudi že debatirala o tej potrebi, da Svobodna Slovenija poleg časopisa na papirju se pojavi tudi na medmrežju, ker je potrebno, veste, zlasti mladi ne prejmejo široke papirja. Zato mi poudarjamo tudi fotografsko opremo časopisa, ki v začetku sploh ni imelo fotografij, ko je začelo izhajati. Ker zlasti pri mladinskih dejavnostih, če se samega sebe vidijo, potem časopis prejme v roke in se pogleda in morda mu oči uidejo na kakšno besedo, kakšno načrp in potem še kaj prebere. Ampak je bistveno, da se pojavimo na medmrežju, da uvedemo elektronsko, internetno izdajo Svobodne Slovenije, ker je treba iti časom naprej, veste, se ne bo ustavilo. Jaz se spomnim pri tem katoliškem tedniku, že pred 40 leti je prišel enkrat v uredništvo tega tednika predavati nek časnikar iz Španije, ki je bil strokovnjak v tehniki, in on je rekel, ne vem koliko let vam, ne moram povedati, ampak bo prišel trenutek, ko papirja ne bo. In po mojem bomo malo prišli do tega, ne. Tako da nujno, ampak veste, naši starejši in tudi del srednjega rodu, če nima papirja v roki, je izgubljen. Se pravi, da bomo še nekaj časa na papirju, ampak upam, da ko bo papirja konc, da bomo na internetu. Ja, še eno podvprašanje. Imate slovenske oddaje na kakšnem radiju? Ja, imamo, ja. Se pravi, Okence v Slovenijo, ki je Mirko Vasle ureja, je zelo dobro. Menjamo, ja, kot plamenice, kdo na športu na 400 metrov podak donese naprej, ali pa kadar gre za olimpijado, ne. Ja, in je zelo dobra oddaja, on je zelo dober radijski časnik, veste. Zapisati je bolj težavno, da bi kdo od njega kaj dobil, ampak na radiju je res izreden, treba priznati.
Potem ima Prekmurci, v Brnalu imajo svojo radijsko oddajo Triglav, to so iz druge migracije, Primorci imajo svojo oddajo in celo v Entre Rios, to so iz prve te Bizaj in kompanija, imajo tudi svojo radijsko oddajo, tam se v španščini predvajajo slovensko glasbo, v španščini poročajo o dogodkih v Sloveniji, o Sloveniji kot zanimivi turistični točki in tako naprej. Imamo, smo stalno imeli in še imamo, potem v San Justu imajo svojo radijsko oddajo tudi, ki je bil gospod Bogataj, jo je začel in zdaj njegova hčerka nadaljuje, sodeluje Mici Malavašič in nekaj mladih, celo dve moji učenki tam sodelujeta, tako da je res, je dobro zasedeno to področje tudi, ja. Smo imeli celo z te Bogatajeve strani oddajo na televiziji, precej gledani, ampak stroški so ogromni, podpora iz Slovenije ni bila zadovoljiva in potem je to prenehalo, ja. Ampak na radiju pa ja, hvala Bogu malo. Jaz bi postavil eno vprašanje, oziroma dve vprašanje. Eno je to, Slovenci v Argentini v primerjavi z drugimi narodnostmi, kako se držite? Močno ali prej popustite kot drugi? So druge narodnosti močnejše pri tem, recimo grejo tretji, četrti nadaljne rodove še v ohranjanju narodne zavesti? In drugo vprašanje, sam sem duhovnik, kako je z duhovnimi poklici sedaj v Argentini? V preteklosti vemo, kako je bilo. Ja. Na prvo vprašanje, mislim, da slovenska skupnost je najbolj... Je dogorela plamenica, mora treba na novo prižgati. Je ena najbolj trdoživih, veste. Jaz sem svoj čas tudi veliko sodeloval v mestnem programu za tuje skupnosti in tam izbranih 40-50 tujih narodnosti in smo med najbolj trdoživimi. Tudi časopisov, naprimer, tudi skupnosti, ki so bolj številčne in sicer ostajajo, ko sem jaz začel delati v pisarni Zedinjene Slovenije in bolj močno pri časopisu, je naš časopis izhajal v slovenščini na 6 straneh. 300 metrov stran imamo pa Ukrajince, ukrajinsko cerkev, ukrajinskega škofa, ker v Argentini je prišlo ogromno Ukrajincev, zlasti v Misiones pa to so. In so imeli tednik na 16 straneh v ukrajinščini. Danes Svobodna Slovenija ima še zmeraj 6 strani, izhaja tedensko, pišemo v slovenščini. Ukrajinci imajo pa mesečnik, kjer je polovico v španščini, polovico v ukrajinščini. Ena primerjava, zelo skrajna primerjava. Druga primerjava s Hrvati. Hrvati imajo sicer še neko kulturno elito, ampak mnogo njihovih domov je dejansko odpovedalo, celo za en zadnji teh v San Justo je dejansko nimajo več dejavnosti, so še aktivni in močni okoli njihove frančiškanske postojanke, ampak drugače pa ne. Hrvaški problemi so, veste, so bili pa preveč skregani, vsi Slovenci smo tudi skregani, če ne bi bili Slovenci. Ampak Hrvati so se grozno kregali, tako da je prišlo do zamir, zdaj pa ne več ne, in tako so oni propadli. Hrvati so bili sicer močni, so imeli vrsto časopisov. Jaz sem tudi svoj čas delal v Čečevi tiskarni, ko sem začel na univerzi, nisem začel pri časnikarstvu, jaz sem 4 let, že omenil 4 let fiziko študiral, pa sem pa rekel, to ni zame in šel na časnikarstvo. In sem delal v tiskarni pri Čeču, to je bila slovenska tiskarna, kjer smo tiskali veliko hrvaških časopisov. Duhovno življenje, Svobodna Slovenija, Božje stezice, Znanilo, to še vedno izhaja. Vsi hrvaški časopisi so pa prenehali.
Trdo živi smo, prsnede smo. Ne? Ja, glede duhovnih poklicov je pa porazno. Že leta, mislim, da zadnji, ne vem, če je bil Peter Opek, tam lazaristi so imeli zadnje, ampak Peter Opek je pač odšel, je tudi, hvala Bogu, ne, ker je res ogromno dobrega naredil v svetu. Ampak mi imamo, zdaj se soočamo s res problemom, imamo še nekaj duhovnikov, ampak večina teh je po argentinskih farah in kandidirajo v argentinskih škofijah. Imamo 3 škofe slovenskega porekla, ne? 3 škofe zdaj v argentinski škofovski konferenci. Enega nadškofa v Corrientesu, ki je važna postojanka, ne? Celo so govorili, to je nadškof Stanovnik, je bil eden od 3 kandidatov, da bi nasledil Bergoglija na Buenosajreški nadškofiji. Je dobro, je drug prijel to čast, ampak kar se pa tiče duhovnikov v slovenski skupnosti, pa porazno. Sta 2 duhovnika, ki se posvečata, to smo Jure Rode in gospod Franci Cukjati, ima pomagajo tako občasno razni drugi duhovniki, zlasti nadomeščajo, kadar one 2 ali kakšen zboli, ali gre na počitnice, ali kakšno potovanje, ali tazga. Zaprav, v naših središčih je nedeljska maša v slovenskem jeziku. To smo ohranili, ampak je vprašanje za prihodnost pa je. Veste, če pa enkrat maše ni, je pa važen del povezovalnih dejavnikov skupnosti odpade. In to bi bilo nevarno. Kadar pa prosimo za kakšnega duhovnika v Sloveniji, pa se razumemo, veste, škofi rečemo, še sami nimamo, ne? Tako, tudi mi prosimo. Tako da z tega vidika, mislim, da sem bil jasen, ne? Ja, jaz bi pozdravila v naši sredi, Niko, ti si kriv, ker jaz ne vidim s to lučjo, Janja Drnovška in Aleša Maura ali Maverja. Mi sklanjamo Maverja, Maura, ki sta prišla iz časnika. Ja, seveda tudi nekdanjega ministra za Slovencev v zamejstvenem posvetu Boštjana Žekša, da je prišel. Ponovno povem, je bil zadnji slovenski funkcionar, ki nas je prišel obiskat. Se pravi, zadnji slovenski funkcionar, ki nas je prišel obiskat, je bil prisoten na eni naših tistih množičnih prireditev, ko je mesto prosilo Slovence naj organiziramo to srečanje Buenos Aires pozdravlja Slovenijo ali Slovenija pozdravlja Buenos Aires. Smo zaprli centralno avenijo, smo postavili tam ogromen oder. Gospod Tone Oblak je poslikal na eni strani obelisk, na drugi strani Bled. In celo popoldne je tekel program, ki se je zaključil, mislim, z 2 urama, ne, ki je tudi minister govoril tam in to je bilo nekaj izrednega. So govorili 8000 ljudeh med Slovenci in Argentinci prisotnih, ne, in je bilo nekaj nepozabnega, res nepozabnega. In potem je on odšel, potem je bil več minister in ostali so pozabili na nas. Gospod doktor, dejte me, prosim? Ja, prosim, jasno. Zato bomo mi nabijali, da vas ponovno imenuji za ministra, da nas boste v svojstvo ministra obiskali, ne? Ker potem je gospa Novakova obljubljala, ampak je prej odletela, prednje je mogla obljubo izpolniti, potem so Komisija Državnega sveta za Slovence v zamejstvenem posvetu nekaj grozila z obiskom, ne, in pa so se tam skregali, češ da koliko, da 3 ali 5 ali 7, da je denar, da ni denarja, da denar je preveč in tako naprej, ampak od vas naprej nimamo več koga od slovenske vlade, ki bi nas vladno potrdil v našem slovenstvu, ne. Včasih še kakšen škof nas obvešča, ki nas potrdi v veri. Omenila sem časnik in povezavo s Slovenijo, s časnikom pa sodelujete. Ja, smo povezani, povzemamo zlasti te idejne članke, ki so tisti, ki so sorodni našim bralcem in so razumljivi za naše bralce. Včasih piše tako, da niso razumljivi za naše bralce. Sprav, nivo tega časnika so v Sloveniji zelo visoko, ne? In včasih so pa predolgi, da bi mi objavili na tem skopo razpoložljivem prostoru,
včasih pa tudi kaj pošljemo v objavo, ki smatramo, da bi bilo prijetno za njihove bralce. Ja. Smo lepo povezani in smo prijazni drug do drugega in čutimo, da smo na istem valu, kot sedaj mladi reči pri nas, ne vem, kako je to pri vas, ne, da poslušamo na istem valu. Ne. Ja. Kaj pa druga področja? Naprimer, Povezave, založništvo ali šolstvo ali... Čeprav, kar se šolstva tiče, imamo podporo urada, vsake 2 leti pridijo naše učiteljice, res v izrednem številu, imajo tukaj dopolnilni seminar jezika in pedagogike. Sprejemate in sprejemajo in vlada tudi v tem podpira naše gledališke skupine, naše pevske zbore, naše folklorne skupine. Imate tudi ogromno gostovanj iz Slovenije. Imamo gostovanj iz Slovenije, ja, to je, glede tega to pa pol prepustimo krajevnim domovom. Oni izberijo, koga povabijo, ga seveda potem ponudijo ostalim. Veliko teh gre potem tudi celo v Entre Rios, naprimer Žjani Rijavec, ki je bil pri nas, je tudi pel v Entre Riosu, ne, kateri more, gre tudi v Mendozo, gre v Bariloche. In imamo stike, imamo pozitivne stike. Včasih sicer smo jamramo, jokamo in stokamo, da nas ne razume, ampak se veste, človek rad jamra. Ne. Mislim, da je, moram pa priznati, veste, jaz, ki poznam druge tuje narodnosti, od Hrvatov do Rusov, da je Slovenija med dobrimi državami oziroma vladami v tem podpiranju izseljenskih skupnosti. Naprimer, imam prijatelja, ki je eden vodilnih v ruski skupnosti, ki reče, Rusija nam ne pošle 1 rubla. Ne govori ne v dolarju, ne v evru, ker vemo, da je rubl pravzaprav ne velja veliko in to reče, ne, in Hrvaška v začetka zgledali zelo, zdaj je malo to pojenjalo. In mnoge druge države se ne zanimajo za to, nimajo posluha do svojih izseljencev. Kar pa jaz pravim tudi, je razumljivo, da Slovenija ima posluh, ker mi naših 2 milijonov, pa pol zunaj, se ne mora privoščiti luksuza, da bi kogarkoli izgubila, ne. Čim več se nas ohrani. Prid Sloveniji in slovenstvu, ne. Tako da mislim, da je v tem oziru vsa čast in vso priznanje, ampak tudi mi tudi svoje strani veliko naredimo, veste, s tem ohranjenjem, s tem pisanjem v Medobju sodelujo z raznih držav, Kos z Evrope, z Japonske, Goriške, kdaj kdo, iz Dunaja. Celo v prejšnji številki smo objavili nek esej, zdaj se ne spomnim priimka, neke gospe iz Srbije, ki je pisala o prisotnosti slovenskih skladateljev v Srbiji in povedala, da je srbsko himno Slovenc naredil, ne, skomponiral. Davorin Jenko, brat Simona Jenka, in on je tam v Srbiji ustvaril neke vrste glasbeno šolo, čeprav ne šolo, zidano šolo, ampak glasbeno smer, po kateri so se potem tudi srbski skladatelji. In jaz, ko sem zvedel, enkrat so nekateri mladi Srbije na srečanju v parlamentu, v državnem zboru o tem govorili na kratko, in sem povedal svojo kolegico iz Srbije v svetu, sem rekel, pošljaš, to je bilo pa tako preklic zanimivo, zakaj ti ne dosežeš, da nam pošli, in potem so nam poslali, smo objavili, je bil res tako biser v Medobju in prvič, da smo objavili nek prispevek iz Srbije. Skušamo poiskati tudi na raznih delih sveta, ne, da bi povezovali, da bi bilo res Medobje neko stičišče slovenskih pesnikov, pisateljev in humanistov, raztresenih po svetu. Če ne, sem imeno žalostno vprašanje. Nekaj, kar te bo razžalostilo. Ne. Erika, tako smo se bili veseli, zdaj smo prav žalostili. Brino Svit pustimo za naslednjič.
kraj. Ja. Če ni drugih vprašanj, ker je bil govor o tem, da vas ne razume, so nekateri... Tudi za prihodnič, ker jaz zdaj pripravljam vrsto odgovorov na Brino svet. Dobro. In celo na mojo dobro prijateljico Rozino Švrt, kjer je v Mladiki. To bi pa kljub temu rad povedal, ki je v Mladiki predstavila na nek način to našo slovensko mladino, ni uporabila te besede, ampak ideja je bila ta kot žrtev tega predajanja kulture in vrednot in morda tudi proti komunizma, češ da oni morajo živeti pod tem pritiskom in potem so na nek način žrtve tega okolja. Jaz v 4. letniku imam ta predmet zgodovina, razvoj in ustroj skupnosti, delam na podlagi vprašanj z edinim smotrom, z enim ciljem, da bi oni razmišljali, ker rečem, ko boste zapustili srednjo šolo, imate izbiro, ali boste naprej v skupnosti, vse skupaj pustite in gledate, ampak ko se odločite, prosim, odločite se razmišljeno, da najprej to pomislite, da boste skočili, kot kdo včasih skočil zakon in pol čez pol leta vidi, da to ni in zdaj sem ježal in zdaj grem drugam in tako naprej. In eno vprašanje, ki jih postavim, je bilo, prosim, razmislite in odgovorite. Lahko, zdaj ste oba. Tem pa svoj glas. Lahko odgovorite brezimensko, lahko pa, če hočete, se pa podpišete, se vseeno. Kaj bi vi bili bolj srečni, če bi bili normalni Argentinci, kot so vaši sošolci, ali da nosite to vrednoto ali to breme, biti člani slovenske skupnosti, srkati dveh kultur in se morate potem odločevati. In dejansko večina odgovori, da je zadovoljna in srečna, da ima to priložnost. Sprav, kakšne žrtve so, če so srečni? In odgovorijo absolutno premišljeno in svobodno, ker tudi lahko ne podpišejo, dajo tako, ker tu jih pa prosim, če odgovorite, lahko tudi ne odgovorite in kater tudi ne odgovori. Ampak napišite iskreno, to, kar res mislite in zlasti to, kar čutite. In večina, prav jaz, in pol, ko iščejo domovino, vse to vidijo, veste, pol sploh. Torej, te nisem razžalostila, sem te še bolj zbudila. Si me vžgala. Za naslednjič, če ni drugih vprašanj, mislim, da ura je že precej pozna, tako da damo tudi priložnost, da malo poklepetamo ob kozarcu. Hvala, Tone, da si prišel v Gorico, da si vzel čas za nas, da si govoril tako direktno, iskreno, emotivno, polno emocij. Vsej smo latinci, mislim, živimo v latinskem svetu, tako da smo tudi mi malo posrkali tega stila. Emocij imam po dveh straneh. Prvič, izhajam iz Primorske in drugič me je Argentina grozno emocij naložila. Hvala vam za pozornost. Jaz vas vabim naslednji četrtek na en drugi zelo zanimiv večer, ki bo tudi tak vroč. Naša gosta bosta Peter Sušnik, ki je bil tu pri nas že novembra, predsednik Nove slovenske zaveze. Z njim pa se bo pogovarjal Jože Pirjevec, naš zgodovinar, 70 let pozneje. Prideš? Bo zanimivo. Bi me tudi ti kaj povedal. Ali vodiš, bi lahko vodil ti? Bi lahko. Takrat bom pa vsem trušil. Ok, hvala vsem in se vidimo naslednji četrtek.